Minuli četrtek so bili v okviru poletnega programa Kino Istra v Mali loži v Kopru predvajani kratki slovenski filmi. Gre za letni kinoprograma Kino Istra, tokrat gostujemo v Mali loži. Kino Istra potuje v krajih brez umetniških kinematografov in danes bomo predstavljali filme slovenskih velikanov oziroma slovenskih režiserjev, ki so nastali v letih 1950, 1960, 70, v teh letih. No? In hkrati ob teh filmih bomo predstavili še tudi delo Babičino seksualno življenje. To je film sodobne, mlade seveda slovenske režiserke, za katero je prejela Cezarjevo nagrado Cezar za najboljši film v letošnjem letu. Film Urške Djukice poleg datuma nastanka od ostalih v programu razlikuje še po tem, da gre za animirano dokumentarni film, ki je na filmsko platno prinesel barve in živahnost. V bistvu hoteli smo pokazati in združiti zgodovino, klasike slovenskega filma oziroma kratke dokumentarne filme Jožeta Babiča, Jožeta Bevca, Franceta Štiglica in Maka Sajka. K tem filmom se nam je zdelo zanimivo, pa tako programsko v redu, da dodamo še pogled sodobne režiserke, mlade režiserke na slovensko družbo. Tako da mislim, da s tem takim pregledom dobimo en zanimiv pogled v slovensko preteklost. Obiskovalci so si lahko ogledali 6 kratkih filmov, ki so obdelovali različne teme. A kaj jih je povezovalo? Gre za kratke filme, tako dokumentarne kot igrane filme. Filmi so dejansko lahko, če bi jih dala na en skupni imenovalec, obravnavajo različne družbene tematike, take zelo resne, ki so se dogajale v takratni Jugoslaviji, hkrati z nekim satiričnim pogledom, definitivno pa zelo neposrednim in pronicljivim pogledom, in mislim, da so to takšni filmi, na katera vprašanja lahko tudi danes še težko odgovorimo. Projekcija kratkih filmov v Mali loži je eden od zadnjih dogodkov letošnjega Kina Istra. Program se zaključi jutri, 21. septembra, pred dvorano Krajevne skupnosti v Svetem Antonu s filmom Prezaposlena. Minulo sredo sta se v Kopru mudila režiser in igralec Boris Kobal ter pisatelj Davorin Lenko. Predstavila sta avtobiografijo Borisa Kobala z naslovom 100 kilometrov. Ja, v iskanju naslova smo kar nekaj predlogov naredili, pol me pa na nekem trenutku padla v misel ta 100 kilometrov, ker sem ugotovil, da se je do danes vse moje življenje odvijalo na relaciji 100 kilometrov med Trstom in Ljubljano. Tako da knjiga govori tako o Trstu, tako o Ljubljani. Tukaj se je odvijalo moje življenje, več ali manj. Do nastanka avtobiografije je prišlo potem, ko je Boris Kobal izrazil željo, da bi zapisal nekatere svoje življenjske izkušnje. Davorin Lenko pa je imel v tistem času željo, da bi se lotil pisanja nečesa čisto drugačnega, kakor smo bili od njega vajeni do sedaj. Začelo se je v bistvu tako, da sva z Borisom posnela nekih 8 ali 9 kar precej dolgih intervjujev, ki jih je bilo potem potrebno prepisati, kar je vzelo kar veliko časa, oziroma večji del nastajanja te knjige je bilo prepisovanje. In ko je bil enkrat tak grob surov material narejen, smo v bistvu v kooperaciji, Boris jaz v kooperaciji z založbo Beletrina, smo nekako poskušali ugotoviti, kako bi knjigo sestavili, da ne bi bila ta tipična kronološka biografija, ki pač gre od subjektovega rojstva pa pač do trenutka, ko je biografija izdana, ampak da bi naredili zadevo mogoče malo bolj zanimivo, bolj dinamično, da mogoče malo bolj skačemo po času, kljub temu, da pa nekako hranimo rdečo nit, predvsem v psihološkem smislu. Kobal je povedal, da lahko bralci pričakujejo razgibano in ritmično pripoved. Glede na to, da je knjiga napisana kot biografija, ne v tem klasičnem smislu besede, ne vem, od začetka rojstva pa do danes, ne, ampak je bolj, sva se odločila, da bova pisala na teme. Teme, kot so gledališče, televizija, družina, prijatelji, politika in tako naprej. Tako so nastale te zadeve. V bistvu sproti smo se dogovarjali, ne, po potrebi. Sodelovati z nekom na taki ravni je zelo intimno početje, je povedal Lenko, ki ga je med ustvarjanjem knjige marsikaj presenetilo.
mogoče ne toliko osebno, ampak zgodovinsko gledano, se mi zdi, da je zelo pomembno, da je v tej knjigi bil izpostavljen ta politična, tudi teroristična situacija v Trstu v 60-ih, 70-ih. Predvsem zaradi tega, ker mislim, da centralna Slovenija o tem ne ve absolutno ničesar. In zato sem slišal že očitke, da je bilo mogoče tej temi posvečeno v knjigi preveč prostora. Jaz se ne strinjam, zdaj na vse zadnje pa na vsakem bralcu in bralki, a je to preveč ali ni. V vsakem primeru govorimo pa o parih stranih. Po prvih povratnih informacijah bralcev je knjiga lahko berljiva. Bastion Belvedere je srednjeveška utrdba iz leta 1554 in je edini ohranjeni utrdbeni objekt koprskega zunanjega obzidja. Vzdolž zahodne obale slovenske in hrvaške Istre imamo pričevanja dejansko srednjeveških, še vedno srednjeveških utrdb in tudi dejansko obzidij. Taki primeri, poleg Kopra in Pirana, so tudi v Umagu, Poreču, Rovinju, v Novem Gradu in tako dalje. Bastion oziroma nekako nasip oziroma utrdba je bila dejansko značilen del obrambe mesta Koper, ker Koper je imel odlično lego, saj je bil otok in je bil obdan z obzidjem. In funkcija, ki je imel bastion, dejansko situiran na ploščadi Belvederja, je bila predvsem za varovanje pristanišča in severno-zahodnega dela mesta in predvsem funkcijo za namestitev artilerije. Mestno obzidje se je skozi čas spreminjalo in je imelo pod različnimi cesarstvi različne funkcije. Spodnji del se je pogosto uporabljal za skladiščenje. Predvsem v času Beneške republike, govorimo o dolgem obdobju, so se vrstili razen poleg, bomo rekli, trgovske dejavnosti, uradne, bomo rekli, tudi tihotapske, tako da so večinoma uporabili recimo ta bastion kasneje za skladiščenje soli. Mestno obzidje je zaradi svojega zgodovinskega pomena del kulturne dediščine Kopra. To je tudi prvi del mesta, ki ga vidijo ladijski potniki, ko priplujejo v pristanišče. Kulturni pomen prostorov je treba upoštevati pri pripravi načrtov za prenovo. Kakšna bi bila najprimernejša nova namembnost z vidika zgodovinarja? Imamo različne pristope, tu je zagotovo v prvem planu je potrebno dejansko imeti neko strategijo, neko urbanistično strategijo. Danes imamo različne pristope, morda v digitalni smeri, ker namreč zdaj dejansko mesto se je razširilo, ni več te meje, tako da bi ohranili samo del bastiona, kar je tudi že dejansko se že ohranja in tudi se uporablja recimo za namene kreativne industrije. Namreč zraven imamo tudi druge skladišča, ki so namenjene tudi za prireditve. Sedaj mislim, da krasijo tudi določeni panoji, tako da to so, mislim, neki pravi pristopi za ohranjanje in valorizacijo morda kulturne dediščine v mestu Koper. Del bastiona je obnovljen. Zgornji del obzidja je bil leta 2010 spremenjen v razgledno ploščad. Danes je na njej panoramsko dvigalo ter klopi in prostori za sedenje in opazovanje pristanišča. Ob bastionu je tudi galerija na prostem. Obzidna galerija je bila postavljena ob 15-letnici delovanja gledališča Koper. Takrat so v bistvu vzpostavili tudi program, sam razstavni program tega razstavišča. Pred nekaj leti se je to razstavišče preimenovalo v galerijo Luke Koper, ker Luka Koper sofinancira tudi postavitve, kurira pa razstavni program galerije Luke Koper, gledališče Koper. Čeprav je bila zunanjost prenovljena, se klet zadnjih nekaj let uporablja kot skladišče. Kar se tiče pa spodnjega dela bastiona, pa trenutno še nima nove namembnosti in čaka svojo sekundarno oziroma bo kar terciarna namembnost, ker vmes je bil tudi mal skladiščni prostor in tako naprej. Ker se je mesto z leti razširilo, bi spodnji del bastiona potreboval nov namen. Mestna občina Koper je imela v načrtu prenoviti kletne prostore in jih spremeniti v degustacijsko-prodajni kotiček. Prenovo naj bi začeli letos, vendar projekti niso potekali po načrtih.
Načrti so seveda še vedno veljavni. V sam prostor nameravamo umestiti degustacijski prostor in pa v bistvu neke vrste informacijsko točko. In predvsem pa prostor odpreti za ljudi in ga ponuditi tako za ogled znotraj in pa seveda tudi v uporabo. Objekt smo nameravali obnoviti v sklopu projekta načrta za okrevanje in odpornost. Smo se tudi prijavili na razpis ministrstva. Seveda pa kasneje je ministrstvo razveljavilo razpis in potem pri objavi novega razpisa so bili pogoji majčkeno spremenjeni, tako da smo se odločili konkurirati z drugim projektom, kjer smo bili tudi uspešni. Pridobili smo sredstvo za vzpostavitve infotočke Kraški Rob. Sedaj pa seveda še vedno iščemo možnosti, kako pridobiti dodatna sredstva, ker gre kar za precejšnjo investicijo, ker gre za obnovo kulturne dediščine, morajo biti postopki seveda zelo natančni in interdisciplinarni in sodelovanje z več deležniki. Trenutno ga prijavljamo na projekt European Urban Initiative, kjer v sodelovanju z občino Postojna iščemo nove možnosti, kako v bistvu obnoviti v skladu z zelenim evropskim Bauhausom in spostaviti v bistvu kulturno dediščino in dati novo namembnost. Načeloma pa načrti ostajajo enaki. Postopki pri pridobivanju evropskih sredstev in pa tudi udejanjanje sofinanciranja, kadar smo na prijavah uspešni, pa so seveda dolgotrajni. Včasih traja tudi kakšno leto ali dve, preden lahko s projektom pravzaprav sploh začnemo. Zanima me, če je arhitekturno ti načrti, je to že oblikovano? Tudi so bili sprejeti, dokument investicijske prenove je bil potrjen na seji občinskega sveta, mislim, da že leto in pol nazaj, torej tudi javno dostopen in si ga lahko tudi pogledate. In še kakšna prihodnost čaka Bastion? Ja, jaz upam, da čim bolj obiskana, ne? Tako da si lahko ogledamo pač del zgodovine mesta, ki seveda danes nima funkcionalne namembnosti v takšni obliki, kot je sedaj. Glede na bogatstvo, ki ga imamo v mestni občini Koper, predvsem v historičnem mestnem jedru, seveda moramo k obnovi vsakega spomenika vsakokrat pristopati zelo pazljivo in razmisliti o njegovi namembnosti in predvsem razmisliti, kako bo dediščina bolj dostopna, bolj uporabljena in pa seveda, da bo na nek način živela tudi še naprej. Danes morda ne potrebujemo obrambnega zidu več ali pa obrambnega stolpa, potrebujemo pa vseeno lepo arhitekturo, ki jo lahko ukvirja katere druge namembnosti. Medtem ko mestna občina Koper čaka na sredstva za obnovo, klet ostaja neizkoriščena. Poleg občine si oživitve Bastiona želijo tudi meščani, saj gre za prostor, ki bi ga lahko uporabili za več namenov. Lani so v Trdbi organizirali festival IZIS, festival sodobne in intermedijske umetnosti v organizaciji kulturno-izobraževalnega društva PINA. V bistvu skladno z filozofijo, ki jo imamo z festival IZIS, kot smo 3 leta nazaj v bistvu udrli na nek način v Libertas in ga ponovno osmislili v smislu nekega kulturnega stičišča in se je to izkazalo za zgodbo o uspehu, kajti Libertas je postal res neko vrelišče vsebin neke urbane kulture, smo lansko leto v sklopu festivala IZIS podobno naredili z Bastionom. Po dolgih letih z podporo mestne občine Koper je Bastion bil izpraznjen in je izgubil to neko namen biti skladišče in smo ga osmislili z inštalacijami in dogodki in se je lokacija navkljub omejitvam izkazala za izredno hvaležno za tako vrsto nekih urbanih dogodkov. Dogodek je oživil staro klet in jo napolnil z mladimi. Podobno kot dogodki v Libertasu je bil tudi festival v Bastionu dobro obiskan. Dogodki so bili dobro obiskani tudi zaradi tega, ker so ljudje želeli videti, kako ta Bastion izgleda znotraj, ker je bil pač veliko časa zdaj zaprt. Seveda, kot sem že omenil, ima svoje omejitve, pač prostor je povsem neopremljen, torej ni elektrike, ni vode, ni prezračevanja, vendar kljub temu se je izkazal za super prizorišče in v bistvu bi morda zaslužil, da bi občina tudi vzela v obzir, še posebej glede na načrte o prenovi Libertasa in vprašanjem, če bodo vsebine, ki se zdaj dogajajo v Libertasu, še vedno imeli prostor znotraj Libertasa, morda Bastion bil lahko tudi v optiki neke začasne rabe alternativa med tem, ko se bo Libertas prenovljal. In kakšno prenovo vi predlagate?
Tle v bistvu jaz mislim, vedno zagovarjam to, da sigurno je težko enostransko razmišljati o tem. Želel bi si in vem, da tudi strani občine je veliko dela na tem, da se vključi različna mnenja, morda pač vključiti različne deležnike in se pogovarjati o tem. Vem, da obstajajo načrti za nek center za degustacijo vin, definitivno zelo zanimiva ideja, vendar kot sem omenil, obstajajo tudi različne oblike rabe, dokler ne bo sredstev oziroma podpore za to vrstno vsebino, morda začasna raba, za neke druge vsebine, kajti kot omenjeno mislim, da je potreba v urbanem mestnem okolju takih vsebin. Ker je bastion obrnjen proti pristanišču, tudi glasni dogodki ne bi smeli motiti prebivalcev mestnega središča. Za uporabo prostorov za prireditve tudi ne bi bila potrebna obsežna prenova. Mislim, da se je v bistvu ravno zgodba o Libertasu pokazala, da ni velike potrebe po velikih posegih. Verjetno samo neka osnovna opremljenost za električno napeljavo, WC-je se da tudi urediti drugače, z nekimi začasnimi ad hoc rešitvami, tako da mislim, da elektrika vsekakor je pač neka osnova. Obstaja veliko idej, zakaj bi lahko uporabili te prostore, zato prihodnost bastiona ostaja nedorečena. Vendar pa se vsi strinjajo, da bi bilo treba prostore uporabiti tako, da bi vanje povabili več ljudi in oživili srednjeveški prostor na robu mestnega jedra.